Sladka Istra je prireditev, ki jo je zakuhal župan Popovič. Pravijo, da je politik, ampak zna z ljudmi. Predvsem jih zna zvabiti v Koper. In v Kopru je Sladka Istra bila prireditev, da je ni para. No in poglejmo, kako je bilo. Ja, prav ste slišali, ko smo poslušali ljudi, ki so bili takrat na sami prireditvi, mi je pravzaprav to stopilo v ušesa. In zakaj? Predvsem zaradi tega, ker pravijo, da je prireditev na obali toliko, da je praktično ljudem že skorajda težko oditi na vse, saj jih je skorajda preveč. Ampak sam si rečem, takrat, ko želiš za svoje ljudi poskrbeti na pravi način, takrat pripraviš prireditev. Zakaj so bili vaški gasilci tako spoštovani? Ja, predvsem zaradi tega, ker so gasili požar. Ampak da ga le ni bilo treba. Ampak po veselicah. Ja, na veselico je moral priti slehernik. In tako približno si predstavljam te naše prireditve. Takrat, ko hočemo pokazati, kdo smo, ko hočemo sami sebi mogoče popestriti dan, takrat, ko hočemo s svojim znanjem postoriti to in ono v smislu svoje lastne veličine, znanja, hotenja, no takrat pripravimo prireditev. In s to prireditvijo zagotovo pokažemo lepše kot še s takim telopom ali spotom na televiziji ali pa, če že hočete, kje v kakšnem časopisu. Saj gre za organsko povezanost človeka in nekega dogodka. In tu je bilo kaj videti. Predvsem mi je bilo všeč to, da so bila praktično zastopana vsa področja in območja Slovenije. Praktično nikogar ni bilo, ki bi kaj pomenil pri tem, čemur se reče sladko narediti, skuhati in pripraviti, da ga ni bilo tam. In predvsem so bili to tisti, ki v etnološkem smislu pomenijo kaj. Ali pa ki doma na svojih kmetijah, v svojih majhnih trgovinicah izdelujejo sladke reči, predvsem zaradi tega, da s tem zaslužijo. In kot sem že rekel, znotraj tega se skrivajo kmetije, ker pripravijo to in ono v smislu cateringa in postrežbe takrat, ko je kje potrebno poskrbeti za kakšno veselje, naj si gre za ohcet, naj si gre za kakšen krst, naj si gre nenazadnje tudi za smrt, ker je potrebno potem na koncu poskrbeti za neko zaključno pojedino. Ja, prav ste slišali. Tudi tako daleč je šla zgodba, da so nekateri iz teh majhnih iz te majhne lastne iznajdljivosti, znanja svojih staršev prišli tudi do tega, da danes pečejo že prave male dobrote in da pravzaprav s tem služijo, lahko rečemo, svoj zaslužek. In ko sem se takole sprehajal po prostoru, ki je bil pravzaprav lepo pripravljen, bi lahko rekel, da me je mogoče malo motilo to, da je šlo zgolj za trgovino, da je vse bilo naravnano pravzaprav v smer, to sem jaz, tako znam speči piškot, tako znam speči potico, tako znam speči recimo flancate stare in da tu znotraj razen pravzaprav prostora, ki je bil namenjen temu, ni bilo poskrbljeno za drugo predstavitev. No in Primorci ne bi bili Primorci, če ne bi znali pokazati svojo upravo, svojo primorsko upravo, da so poskušali prikazati tudi svojo govorico na izviren način in se predstaviti. In še nekaj. Če smo pripravili recimo takšno prireditev pri nas na Dolenjskem, je bila številka 500 obiskovalcev že izjemno velika. Na Primorskem, ja, na Primorskem pa na še tako slabo pripravljeni prireditvi je bilo vedno 1000, 2000 in 3000 recimo nekih obiskovalcev. In tudi tu pravijo in govorijo o številki 20 000. Morda. Sam sem nekako ocenil, da jih je v tistem dnevu zagotovo bilo na Koperskem, prav zaradi te sladke Istre, tam nekje recimo med 5 in 10 000. Ne znam natančno oceniti, ampak lahko rečem, da je prireditev privabila vse tiste, ki kaj
pomenijo, kot sem že rekel, znotraj pripravljanja sladkih jedi in pa tistih, ki imajo to radi. Ko sem potem pripovedoval, bil sem na sami prireditvi, ni bilo tistega, ki ne bi vedel, da ta prireditev je bila in da je na tej prireditvi lepo bodisi sodelovati ali pa obiskati takšno prireditev. Pa še izlet na morje je in tako naprej, kaj bi tu zgubljal besede. No, ko pa razmišljam o samozaposlitvi, se mi velikokrat utrne misel in se spomnim na tisto šentjernejsko Justo, ki je znala speči piškote in je v majhnem prostorčku, ki je bil tako majhen, da je ona komajda se obrnila v njem, pekla piškote za recimo ohceti, pekla torte za ohceti ali za rojstne dneve. In predvsem v samozaposlitvenem smislu vidim tu izjemno veliko možnosti. Predvsem je potrebno znati speči, poznati recepte, znati pripraviti vse skupaj. Znanje je tisto, ki je tu potrebno in ni potrebno veliko neke opreme. Sej praktično pečice so takšne ali drugačne in vendarno lahko za začetek veliko bolj skromne, kot pa tiste, ki jim rečemo recimo, bom rekel, konvektomat ali pa prave pekarske pečice, ki stanejo lahko tudi veliko. Še boljše pa se smo včasih spekli tudi v krušni peči, no pa tudi krušna peč ni poceni. Skratka, iskanje možnosti za zaposlitev v tem pekarskem smislu bi lahko rekli, je v tem delu slaščičarstva zagotovo nekaj, s čimer se lahko zasluži. Pri kruhu gre za velike količine, saj je potrebno speči za dva, pravijo tam od 150 do 200 kg nekih krušnih izdelkov. No, pri teh sladkih rečeh pa je velikokrat potrebno manj. Ko smo odhajali na take sejme in ko srečujem aktive podeželskih žena, bi lahko rekel, da so tudi one vedno pripravljene sebe predstaviti s temi izdelki. Bodisi, da gre za potico, gre za piškote, gre za kakšno posebne vrste torto. No in če je to tako in se s tem da promovirati in predstaviti, potem bi lahko tudi v nekem smislu neke dopolnilne dejavnosti na kmetiji spekli kaj za naše prijatelje. Tudi samo reklama ni tako draga, saj če boste dobro spekli te izdelke, če znate peči, če poznate recepture, če imate roko primerno za to, ker pravijo, da tudi od roke je odvisno, kako mehko je potem testo ali kako sladka je sladica, od znanja, mešanja vseh teh reči, ki sodelujejo zraven, moka, sladkor, nadevi, čokolade, med in tako naprej, da od tega je odvisno potem odvisen izdelek, takrat boste to zagotovo lahko prodali. Sej gre dober glas v deveto vas, kot se temu reče, in ko sem v letošnjem letu recimo iskal kifelčke za nek praznik, sem malo povprašal, pa so mi rekli, tam pojdi. To je tisto, kar je res lahko lepo. No in letos je bilo na morju kaj videti in mislim, da boste drugo leto razmislili o obisku te prireditve. V Šentrupertu pa pravijo, da znajo jezditi konje, jahati po domače. In prav veliko prireditev so pripravili. Ne znajo samo etnološke zadeve spravljati skupaj, ampak tudi s konji znajo. No in poglejmo, kako je bilo. Ja, prijatelji so mi rekli, da naj pogledam še kaj okoli sebe in da je veliko prireditev konjeniških, ki jih pozabim in jih ne pokažem. Ampak skoraj da je malo, mogoče sem že tečen z vsem tem, saj imamo konja neizmerno rad in rad bi pravzaprav povedal to zgodbo, ki jo piše konjsko življenje na tisti pravi način. Vedno iščem pravzaprav izvirni greh in izvirni greh je zagotovo učenje jahanja. In prav zaradi tega
sem se odločil in predstavil vam bom tudi Darjo Tomažin in pravzaprav konjeniško kmetijo Bistro, ki je tam nekje v Dragi pri Šentrupertu in kjer se lotevajo tega konja pravzaprav tudi na svojstven način. Sama Darja je odšla na izobraževanje kar tja v daljno Švico in marsikaj mi je povedala, ampak o tem mogoče kdaj drugič. Vem pa samo to, da je s svojim denarjem doma na svoji kmetiji organizirala pravo šolo jahanja in pravi, da so prav otroški tabori tisti, ki jim posveča posebno pozornost. Pravi, da se loteva jahanja na najbolj izviren način, saj hoče približati to žival otroku in otroci so tisti, ki so obiskovali to kmetijo preko vsega leta. Pravi, da ima veliko dela in takrat, ko so pri otroku pravzaprav pomembni tisti prvi koraki srečanja s konjem, se še posebej potrudi, se pravi približati otroka konju, privabi potem zraven tudi starše ali pa stare starše in že smo na pravi poti, da lahko tudi z delom, s konjem dosežemo tisto, čemur rečemo zaslužek. Namreč samo denarja se živi, to je že res, ampak druženje s konjem na moj način je druženje takrat, ko sami poskrbimo za to. No, na konjeniški kmetiji Bistra pa poskušajo pravzaprav udejanjiti in prodajati to druženje s konjem na svoj lasten način. No in otroci potrebujejo še posebno skrb, saj gre predvsem za varnost in za varnost ni nikoli dovolj poskrbljeno. Pravijo, da se prav posebej ubadajo s tem problemom in da poskušajo tem otrokom pravzaprav približati, kot se temu reče, tega konja na najbolj varen način. In to seveda postorijo tako, da za del te varnosti poskrbijo sami, potem pa so zraven tu še tudi starši in vsi skupaj se pravzaprav zabavajo na ta način, da se preko leta na teh taborih, kot jim rečejo, šole jahanja, prav ti otroci, starši in vsi skupaj neizmerno zabavajo, saj je to pravzaprav tisto, zaradi česar se pravzaprav družijo. Konja ne moreš imeti doma, konja ne moreš peljati v službo, s konjem ne moreš živeti ravno vsak dan, ampak prav zaradi tega obstojijo kmetije in te kmetije približajo tega konja lahko otrokom tudi na tak način, kot sedaj to seveda vidimo. Da pa ni predvsem dolg čas na takih taborih, na takih srečanjih, kot se temu pravi, pa poskrbijo tudi na razne izvirne načine. Pravijo, da tam, kjer se pojavi akrobat Tomi, ki nima s konji prav ničesar skupnega, tam je dejansko vedno veselo in zanimivo. Pravijo, da Tomi je nekaj časa na konju, nekaj časa na tleh, svojo moč prikazuje na razne izvirne načine in ko sem pravzaprav opazoval vse, kaj je počel, sem si mislil, krucefiks ob njem lahko skoraj da pozabiš na konja. Pa je že skočil na konja na tak svojstven način, da se je akrobacija izvajala tudi s konjem, malo bolj zaradi tega, ker je bila sama prireditev konjeniško naravnana. In tako je tudi akrobat Tomi prišel do izraza. In naprej, da se ne bomo samo hvalili sami sebe, je prav Darja povabila svojo prijateljico Betino iz Nemčije, ki je pokazala, kakšno je seveda damsko sedlo. O damskem sedlu ne vemo veliko, ampak včasih, kot ste videli v filmih, se je na tem sedlu jahalo tako po strani, da se je pravzaprav ena noga nekako, kako bi rekel, zapela za poseben štrcelj, ki je na tem sedlu in se je tako sedelo kot včasih na vespi, na motorju, se boste nekateri spomnili. No in tako predstaviti, kako se je včasih jezdilo, kaj je to damsko sedlo, je pravzaprav velika reč. No, Betina iz Nemčije pa je seveda prikazala tudi še marsikaj. Predvsem je pokazala prvine dresurnega jahanja
kjer se pravzaprav vse dogaja tako, kot se je dogajalo na našem tekmovanju. Pokazala pa je, da je prava mojstrica vseh prvin jahanja in je pokazala tudi, kako se preskakuje ovire. In to je pravzaprav nekaj, kar na taki prireditvi zagotovo, lahko rečemo, predstavlja zanimivosti, ki potem popularizirajo delo samimi konji. No in če bi rekli, da so zraven bili potem tudi trubači iz Srbije, trubentači ali kakor že hočete, bom rekel, pa kaj vraga so oni tam iskali. Ampak dejansko trubenta dvigne pritisk do neslutenih višin in predvsem nostalgija za mogoče nekdanjo Jugoslavijo, jugonostalgija ali karkoli že, zna pri nekaterih vzbuditi različne asociacije. Vi pa si mislite, karkoli hočete, bili so tam, pa smo jih praktično pokazali. Pareli pravijo, da je naravno jahanje, ampak sam za to jahanje še nisem slišal. Sem pa prvič slišal tu pri Darji Tomažinovi na konjiški kmetiji Bistra in sem vesel, da vem, da obstoji nek način jahanja, ki je drugačen, pa ga v svetu poznajo. In pravzaprav iskanje nečesa, kar je novo, je tudi namen takega druženja. Če še do zdaj niste doumeli, da je organizacija takšnih prireditev pravzaprav promocija za tisto najbolj izvirno, čemu rečemo na koncu zaslužek, potem vam Bog pomaga. Ampak lahko rečem, da so se potrudili, da so pravzaprav pripeljali na samo kmetijo vse tisto, kar pravzaprav pomeni kratkočasenje. Dolgčasa vam na takšni prireditvi zagotovo ni bilo. No in če še rečem, različne pasme konj so tiste, ki pravzaprav velikokrat povedo, to smo mi, konji. In če že ne veste, kaj boste z nami počeli, se pravi, ne boste dresurno jahali, ne boste skakali, ne boste se vozili v vpregah in tako naprej, pa nas poznajte takšne, kot smo, različni. Ni vse samo lipicanec, ni vse samo recimo haflinger, ni vse samo nemški športni konj ali da ne bom rekel kakšen frizic, ki smo ga tudi videli zajahnega na tej prireditvi, tak črn lep konj in tako naprej. Vse te pasme smo na tem svetu in veličina je pravzaprav to, da so na konjiški kmetiji Bistra uspeli priklicati vse tiste različne konje in jih pokazati vsem tem prijateljem, ki so prišli na samo prireditev. Torej, prireditev na nek način povezuje, združuje in utirja vse tisto, kar smo rekli. Torej, šolo jahanja, damsko sedlo, pa še kakšnega akrobata in pa različne pasme konj. In tako vam tam v Šentrupertu zagotovo ni bilo dolgčas. Krompir raste svojo zgodbo. In ta zgodba ni kar tako. Ko smo imeli krompir Igor, je bilo poskrbljeno za vse. Naj si je bilo za tenstan krompir, naj si je bilo za krompir v oblicah. Vedno je bil dober. Danes pa 200 sort ali več. Predvsem pa, ali ga sploh še imamo. Ali imamo sortni krompir za našo Slovenijo. Ja, pa vendar, no, malo kmetijstva pa le moramo. Ampak vse tisto prej je bilo preklemano kmetijstvo in lahko rečem, da je zgodba o krompirju zgodba, ki jo začenjam predvsem zaradi tega, ker mi je hudo, da je tako, kot je v tej naši državi. Pravzaprav pri krompirju se je vse skupaj začelo, ko smo se sprli, lahko bi rekel, med seboj tisti, ki verjamemo v to našo slovensko samobitnost. Gre za to, da se mi lahko pokažemo samo takrat, kadar smo to mi. Če rečem kakšno sorto, bi lahko rekel, ja, ta sorta je kanadska, ta je nemška, ta je francoska, ta je italijanska in tako naprej. In najbolj vesel sem takrat, kadar lahko rečem, to je naša slovenska sorta. In pri krompirju Igor se je pravzaprav vse skupaj začelo, ko smo malo sami, malo so nam pomagali, pa še drugi, izgubili nekaj, kar je bila resnično, lahko temu rečemo, kmetijska veličina.
takrat, ko smo ga želeli, pravzaprav tenstanega, takrat, ko smo ga želeli kot pomfri, takrat, ko smo ga zdročkali in iz njega naredili pire, vedno je ta naš Igor bil naš slovenski krompir in bil je dober. Tega se vsi spomnite. Potem pa je prišel virus YNTN. Nekateri pravijo, da zaradi tega, ker smo pri vrstenju in pa menjanju površine pravzaprav pozabili na to, da se lahko samo okuži z virusom, drugi pa, da so nam pomagale hiše, ki skrbijo za razmnoževanje krompire, imajo v svoji lasti druge krompirjeve sorte, jo zagodle. Sam pa zgodilo se je in takrat sem se spomnil, da smo izgubili nekaj, kar je bilo vedno dobro. V prvih letih smo poskušali 250 sort, se spomnim sort na ekoloških poskusih, pa nismo ničesar tako dobrega dobili, kot je krompir Igor. Spomnim se Maris Barta, krompirja, ki so ga rekli, to je krompir ljubljanskih gospodin, ampak že spet ni bil dober v težkih tleh, problemi so bili takrat, kadar so bila tla peščena in tako naprej, nič ni bilo temu podobno. In vse to vam pravzaprav pripovedujem zaradi tega, ker bi rad rekel, krucefiks stopimo vse enkrat skupaj, še imamo v tem trenutku na razpolago in možnost, da zaščitimo neke slovenske sorte, ne samo krompirjeve. Tu so naši, recimo, motovilci, tu so naše čebule, tu so naše repe in tako naprej. Veliko je vsega tistega, kar lahko zaščitimo in moramo zaščititi, če hočemo, da ohranimo to našo kmetijsko samobitnost, če ne, nas več ne bo. V tem trenutku se dogaja, pa ne bom imenoval, pravzaprav resnica in ta resnica bo pomenila, da ne bo v Sloveniji več tistega, ki skrbi za semenarjenje. In v tem primeru, ko opazujemo ta naš krompir, je tu Kmetijski inštitut, kjer so mi povedali strokovnjaki in pa tisti, ki živijo na tem Kmetijskem inštitutu in delajo in ohranjajo te naše izvirne sorte, da je tudi pri ohranjanju teh sort že problem, ker nekateri ne dojamejo, da je pravzaprav potreben cvenk za to, da se take sorte ohranijo. In ko vidite to polje, je to polje Kmetijskega inštituta Slovenije, ki pravzaprav ohranja te naše slovenske sorte pri življenju in ki tudi opravlja selekcijo v tistem pravem pomenu besede, verjetno pa se ukvarja tudi z genetiko, pomeni z odkrivanjem novih sort na način, ki mu pravimo križanje v tistem izvirnem smislu in ne gre za gensko spremenjene organizme, kot bi nekateri mislili. Ja, ta krompir mi je dal prav misliti in moramo poskrbeti, da nam jutri ne bo žal, ker samo malo je potrebno in ničesar več od tega ne bo ostalo. Sam se spomnim prijateljice, doktorice, ki je žal pokojna. Ona je s svojim denarjem, s tistimi malimi ostanki penzije poskrbela, da so ostajale sorte. Ona je bila ena zadnjih, ki je to počela. Danes vsi vse gledamo samo preko denarja. In šele takrat, ko tega več ne bo, ko teh sort naših slovenskih več ne bo, takrat se nam bo še kako kovcalo po tem, da dr. Mihaele Černetove ni več in da ni več nikogar, ki bi poskrbel za to, da te sorte ostanejo. To je zgodba, ki jo piše življenje. To je resnica, ki bi se jo morali mnogi zavedati, pa se je ne. Niti politiki, niti navadni ljudje, niti strokovnjaki. Nekaj malega je tistih, ki bi jim bilo potrebno dati tisti cvenk preživetja, saj to niso velike plače, in pa polje, na katerem bodo to vse skupaj zasejali. Mnoge od teh sort oziroma tudi vrst poljščin ni možno ohranjati pri nas. Zato bo potrebno tudi v tujino, saj so včasih recimo zaščitna območja potrebna tudi 5 kilometrov in več. To pomeni, da tam v tistem okolju ni ničesar, da tam v tistem okolju ne bo moglo priti do
križanja v čistih linijah in tako naprej, da ne bo prišlo do nepravilnosti pri vsem tem. Da se ne gre za to, da bi vam pripovedoval vsem tem, kar je stroka znotraj samega pridelovanja semen. Ampak zagotovo nekateri razumete, da je tisto domače nekoliko bolj prijetno. Ni največkrat najboljše. Ne, tega ne bom trdil, saj so tudi druge sorte zanimive. Ampak je naše, je izvirno. Je pravzaprav pridelano doma na sonaraven način in zagotovo za mene najboljše. Ob koncu, na 3 koncih te naše dežele smo bili in vedno samo z enim namenom, da si prikažemo, kako je na podeželju lahko lepo in tokrat je bilo zagotovo.